uradnih podatkih je zagotovo zbranih že več kot 2000 podpisov. Zagotovo je iz minute v minuto teh podpisov več. Mi pričakujemo množičen odziv, predvsem v smislu elementarne demokratične pobude in pričakujemo in apeliramo na razum, na to, da pride do ponovnega premisleka na vladni strani in seveda do oblikovanja enega konsenza preko perečem zakonu, ki na nek način se dotakne vsakega izmed nas. Kaj so alternative? Vi se ne strinjate, popolnoma se ne strinjate za nepremičninskim davkom. Ne gre se za olajšave, ne gre se za to, da bi bili nekateri izvzeti, pač pa da se ga popolnoma omakne. Kje bi vi iskali alternative? Kaj boste predlagali za alternativno vlado? Problem je v tem, da dejansko tako, kot je postavljen koncept, prvič, drugi postopek, drugič, osnova, na katerem sloni ta zakon, in seveda tretjič, kje se zajema, s kakšnih virov se pridobivajo te prihodki, je naša ocena jasna, da teh načrtovanih prihodkov ne bo. Na drugi strani, zakaj ne bo? Ker je sistem, kakršen je postavljen, zagotovo zelo nepregleden in nepravičen. Drugi problem je pa v tem, da seveda sloni na predpostavki, da bo ta sredstva zbrana v prihodnjem letu. Glede na tako neurejeno bazo podatkov bomo utrpele škode tudi občine in je lahko tudi ogrožen lastni vir zagotavljanja sredstev za izvajanje evropskih projektov. Gre pa dejansko za cirka 2,5% prihodkov, ki jih država oziroma vlada planira pridobiti v letu 2014. Zagotovo je rešitev za 2,5% prihodkov možno poiskati. Predvsem pa ta zakon, kakor je koncept postavljen, je postavljen v koncept kriznega davka. Kriznega davka na sistemski urejanje določene davčnih virov. In tukaj so v osnovi zgrešeni elementi in mi pričakujemo, da bo predvsem se vzpostavil konsens, začetek dialoga s tistimi, ki smo jasno povedali, da je zakon tak neustrezen in tudi zelo nepravičen. Zadnje vprašanje, če vam ne uspe, če vam vlada ne prisluhne, kaj sledi? Ustavna presoja, morda protesti, kaj? Glejte, mislim, da je bil postopek postavljen izjemno korektno, postopek je bil postavljen na način, da se pravi ta teden, ker je še čas za premislek, za razum, pač uporabi ta osnovna elementarna demokratična pravica državljank in državljanov. V prihodnjem letu pričakujemo, da bo prevladal razum. Če ga ne bo, so tukaj tudi druga sredstva. Predvsem je to ustavna presoja. Seveda so pa tudi ne izključujemo tudi drugih možnih načinov, seveda tudi še dodatno spremljati aktivnosti v zvezi s tem, da bo prevlada razum v Sloveniji. Hvala.